CC ni coupe kabriolet, ampak cross country. In cross country je bil prvi Volvo avtomobil namenjen vožnji po makadamih in razdrapanih cestah, torej Volvo za deželane. Nastal je še preden je avtomobilski svet zajela euforija SUV-jev. To je avto, zaradi katerega so nastali Audijevi Allroadi, pred kratkim celo Mercedesov All-Terrain. In lahko potrdimo, da so to tekmeci, ki jim Volvo več kot odlično parira. Tokratni cross country je namreč moderni Volvo. To pomeni, da je luksuzen. Status je pri njem vsaj tako, v resnici pa še veliko bolj pomemben kot praktičnost. V kabini je vse skupaj na najvišjem nivoju. Les, usnje, high-end zvok, velik zaslon, vse je fino. Pričakovano je ohranil tiste lastnosti, zaradi katerih so ga vzljubile mame. Če smo konkretni, zelo bo všeč družinam z 2 majhnima otrokoma, malo manj pa tistim z visokoraslima najstnikoma. Tem družinam so namenjeni največji Volvovi SUV-ji, a teh v Volvovih propagandnih tiskovinah nikoli ne boste videli na slabih podlagah. No, tega cross countryja pa boste. To je torej Volvo za vse, ki se redno odpravljate na izlete v hribe, ki redno gobarite, nabirate borovnice, kostanj, mah ali pa opazujete divje ptice in fotografirate šakale v naših gozdovih. Njegovi uporabniki najverjetneje ne bodo brodili po 30 cm globoki vodi in izkoriščali 21 cm oddaljenosti od tal. Lahko pa poročamo, da smo tega 4-kolesno gnanega cross countryja preizkusili tudi v zahtevnejših terenskih pogojih in se je kar dobro izkazal. Marsikdaj tudi po zaslugi kar 230 kW močnega in dizelsko prožnega bencinskega turbomotorja T6. Ta motor resnično ponudi tisto suverenost, ki si jo lahko privoščijo tisti, ki dovolj zaslužijo, da jim ni treba gledati na vsak obrat evrskega števca na bencinskem servisu. T6 je sicer lahko sprejemljivo varčen, a raje računajte na to, da vam bo prijalo poslušati njegovo rohnenje in zbujanje njegove dinamične plati. Saj ne, da bi bil V90 CC značajsko divji, vendarle je v svojem bistvu zgolj elegantni, tihi skandinavec. A med dinamično vožnjo ni težko doumeti, zakaj je reli doma prav na Volvovem polotoku. Cross country je namreč veliko več kot zgolj našminkan V90. Že po zaslugi tehnične nadgradnje, še posebej pa se to čuti v spremembi značaja avta. Izbirnik voznega režima torej v tem Švedu dejansko ima svoj smisel.